Jezusu so se poleg apostolov pridružili mnogi drugi ljudje. Marija, njegova mati, je bila z njim od vsega začetka. In nikoli ga ni zapustila. Ko so Jezusa pribili na križ, sta bila ob njem Marija in apostol Janez. Jezus je rekel Mariji: skrbi za Janeza. In Janezu: glej, tvoja mati. Od tistega trenutka naprej je Janez vzel Marijo k sebi. Preden je Jezus zapustil svoje apostole, da bi se vrnil k očetu, jim je rekel: ostanite v Jeruzalemu, poslal vam bom Božjega duha, svetega duha. Postali boste močni in pogumni, ponesli boste mojo ljubezen v mesto in po celem svetu. Apostoli so bili zbrani skupaj v veliki hiši v Jeruzalemu. Z njimi je bila Marija in tudi drugi Jezusovi učenci. Bil je praznik Binkošti. Mesto Jeruzalem se je veselilo. Od vseh strani so prihajali ljudje, Arabci, Afričani, Azijci, Rimljani, Egipčani. Vsi so se premikali proti templju, ker so iskali Boga. Apostoli so bili zaprti v hiši, molili so in čakali na svetega duha. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, nad vsakim je obstal eden. Kot je Jezus obljubil, je Bog poslal svojega duha, ki jim je dal veliko, veliko poguma. Apostoli so bili navdušeni, niso se več bali. Na stežaj so odprli vrata in odšli na ulice. Začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dal izgovarjati. Ustavili so množico mimoidočih in jim začeli pripovedovati o Jezusu. Čeprav so prišli iz različnih dežel in govorili različne jezike, so se sami sebi čudili. Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Peter je bil z drugimi apostoli. Vstal je in z močnim glasom začel govoriti. Jezusa je poslal Bog za nas. Vi ste ga ubili, tako da ste ga pribili na križ. Toda Bog ga je obudil od mrtvih, vstal je, sedaj je Jezus pri Bogu in napolnjuje naša srca z njegovo ljubeznijo in z njegovim duhom. Ljudje pa so govorili: da, Jezus je zares poslan od Boga. Mi smo krivi za njegovo križanje. Kaj nam je storiti? So vprašali apostole. Dajte se krstiti v imenu Jezusa, da se vam odpustijo vaši grehi, jim je odgovoril Peter, in dobili boste dar svetega duha. Ljubite se, kot vas je Jezus ljubil. Tistega dne se je krstilo približno 3000 ljudi in so se pridružili Jezusovim prijateljem. Hoteli so živeti, kot jih je Jezus učil. Vsak dan so se novi kristjani zbirali v njihovih hišah okrog Petra in apostolov. Oni so polni veselja navdušeno pripovedovali o Jezusu. Vsi so hoteli vedeti, kako živeti kot kristjani. In tako je naraščalo število Jezusovih prijateljev in se je ustvarila prva skupnost.